Nihče si ne želi, da bi se znašel v situaciji, ko bi bilo ogroženo življenje. A vendar nesreča nikoli ne počiva, zato je pomembno, da znamo pravilno ukrepati. V Sloveniji letno doživi približno 5000 ljudi srčno kap in seveda posledično srčni zastoj. Zakaj je potrebno takoj začeti oživljanje? Zaradi tega, ker so minute dragocene. Skoraj v 90% lahko pride do motnje srčne elektrike oziroma motnje ritma. V takšnem primeru rabiš avtomatski defibrilator. In pomembno je, da čim prej priskrbiš avtomatski defibrilator, da če želiš, da je oživljanje seveda potem uspešno. V primeru, da pa ne začneš oživljati, da pa pustiš človeka in čakaš na ustrezno pomoč, strokovno, da pride, pa izgubljaš minute. Naši možgani so lahko brez kisika 3 do 4 minute, po tem času postanejo nepopravljivo okvarjeni. Tečaj prve pomoči, ki je obvezen tudi za vse voznike, lahko opravite pri Rdečem križu Slovenije. Traja 10 ur. Cena tečaja z izpitom je slabih 30 evrov. In kaj vse se naučimo? Začnemo z oživljanjem, položajem za nezavestnega, uporabo avtomatskega defibrilatorja, potem seveda naučimo se, kako ukrepati pri zapori dihalne poti s tujki, naučimo se, kako ukrepati pri hudih krvavitvah, naučimo se kompresijske obveze, potem naučimo se vse o tem, kako oskrbeti različne vrste ran, ne samo hude krvavitve, naučimo se oskrbeti opekline, pogovarjamo se tudi o opeklinah, potem naučimo se oskrbeti zlome zvine, pogovarjamo se o različnih vrstah zlomov, potem seveda se pogovarjamo tudi o zastrupitvah in pa seveda o nenadnih naglih obolenjih, kamor sodi od možganske kapi, srčne kapi, alergičnih reakcij, astmatičnega napada, epileptičnega napada. V katerih situacijah je življenje odvisno od vsake minute? Prikazali vam bomo 2 primera. V prvem si predstavljajte, da ima vaš bližnji srčno kap. Prišlo je do srčnega zastoja, reševalci pa morajo do vas šele priti. Pomembne so minute. Poglejmo, kako v takšnih situacijah ravnamo pravilno. Varno je. Zdravo. A ste v redu? Zdaj bom sprostila dihalno pot, ker se ne odziva. Bom preverila, če diha. Levo roko bom dala na čelo, drugo roko bom dala kazalec in sredinec na brado. Glavo bom zvrnila nazaj. Z kazalcem in sredincem bom brado potisnila naprej in navzgor. Na ta način sem odprla dihalno pot in sedaj sledi poslušanje dihanja. Poslušam, gledam in čutim, če diha. Z ušesom poslušam, na licu čutim sapo, če diha in gledam prsni koš. Do 10 sekund. Če ne diha, pomeni tudi, da se ne odziva in ne diha, da srce ne dela. Pokličem na pomoč, pokličem 112, vprašam, kje se nahaja najbližji defibrilator in ga priskrbim. Jaz začenjam z oživljanjem. Začnem z zunanjo masažo srca. Mesto določim na tak način, da si najprej določim prsnico. Mesto za masažo srca je spodnja polovica prsnice. Eno roko dam tukaj gor, kjer prideta skupaj ključnice, drugo roko dam sem, kjer pridejo rebra skupaj, se pravi v žličko. In to spodnjo roko enostavno zvrnem na prsnico. Kopito dlani, se pravi, mora biti na prsnici, na spodnji polovici prsnice. Nagnem se naprej, prste odmaknem od podlage, zravnam se, pravi kot in z rameni navzdol. Drugo roko dam čez dlan in z rameni navzdol pričnem z zunanjo masažo srca. In sicer naredim 30 masaž. Prsni koš se ugrezne najmanj 5, vendar ne več kot 6 cm. In naredim 30 masaž. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Sledita 2 vpiha. Vpih naredim enako, kot sem sprostila dihalno pot. Levo roko dam na čelo, s palcem in kazalcem
primem nos in zaprem nosnici. Drugo roko, kazalec in sredinec dam na brado. Glavo zvrnem nazaj, brado dvignem naprej navzgor in potem svoja usta s svojimi usti objamem bolnikova usta in dam 2 vpiha. Vmes nos odprem. 20. 30. 1, 1, 2 sem poklicala. Super. Boste kar namestili, ajde. 20. 30. Funkcija za šolanje. Pokliči nujno pomoč. Analiziram srčni ritem. Ne dotikaj se bolnika. Vsi v stran. Svetujem šok. Pomnim, umakni se. Vsi v stran. Pritisni utripajoč gumb za šok. Vsi v stran. Izveden šok. 1. Varno se je dotakniti bolnika. Kaj pa, če pride do nenadne ureznine ali krvavitve? Seveda, krvavitve so pa tiste, sploh kadar gre za hudo krvavitev, pri katerih moraš ukrepati takoj. Ker če boš ti ustavil krvavitev, boš preprečil poslabšanje in boš ohranil življenje. Zakaj? Ker kaj je bistvo prve pomoči oziroma zakaj mi sploh učimo prvo pomoč? Zato, da ohranimo življenje, da preprečimo poslabšanje. To so tisti osnovni cilji, zaradi katerih mi učimo prvo pomoč. Če boš ti prav čas ustavil krvavitev, jaz ponavadi povem primer na teh tečajih, ki jih imam, predstavljajte si, da imate v dimljah rano, iz katere šprica kri ven. In če bomo stali, če ne bomo nič naredili, bo človek izkrvavel. Če bi prav čas pritisnili, takoj pritisnili v rano, preko tkanine, preko gaze, bi mi ustavili krvavitev in na ta način bi ohranili življenje in bi preprečili poslabšanje. In kako pravilno ukrepamo, če pride do ureznin, krvavitev? Pozdravljeni, kaj pa se je zgodilo? Malo sem se porezal. Čim pa ste se porezali? Tiščite. Žal, da sem šel čez. Tole bomo mi pa malo takole gor dala. Evo, takole, zato da bomo odmaknili. Tikaj, ok, super, sami tiščite, v redu, ustavljate. Zdaj bomo pa mi dva to najprej sterilno naredila. Takole. Ampak tu teče kri. Ja, gazico, evo, super. Odmaknite, super. Tako, evo, zdaj bomo mi dva tiščala. Zdaj lahko vi sami tiščite, super, tiščite. S tem, ko tiščima na rano, pritiskamo v žilo in na ta način ustavljamo krvavitev. Vi kar stiskite, ja? Zdaj bom pa jaz naredila kompresijsko obvezo, ja? Ne, zdaj ne bo več bolelo, ne? Ja, v redu, tiščite, ja? Se je kri ustavlja. Zdaj bomo čez dala mi dva povoj, zdaj bomo pa dala tole. Pazite, se boli. Tako, dobro, pritiskite, še lahko, tako bomo mi dva vzela drug povoj. Zakaj pa dajete tudi povoj v vodo? Povoj bomo dala zato, da bo ta povoj na mesto vaših prstov stiskal. Zdaj bom pa jaz to čez povila. Takle, ja, kar držite, tako bomo mi dva dvigla na roko. Super. Takole bomo povijela, še kar držite, še stiskajmo. Še pa bova čez, tako, ja. Super, tako. Zdaj moramo čim bolj čvrsto stisniti. Zato, da ta povoj na mesto vaših, dajmo roko takle dol, na mesto vaših prstov pritiska na rano. Ja? Ta povoj je namenjen temu, da pritiska na krvavečo žilo in na ta način ustavlja krvavitev. Se pravi, temu se reče kompresijska obveza. Se pravi, zdaj bomo pa midva, ko smo namestila kompresijsko obvezo, preverila vašo barvo kože, je v redu, imate kaj mravljincev. Ne. Ne? Ja, lahko primerjamo drugo roko, ne? Če bi kompresijska obveza preveč stiskala, potem bi bila ta roka bleda, vi bi čutili mravljince. V tem primeru bi to midva morala popustiti in potem malo manj zaviti. Ja? Če bi pa to prekrvavelo, se pravi, da bi prišla kri skozi, bi pa prvem samo še enkrat dodatno povila zraven. Ja? To potem, se pravi, kompresijsko obvezo preverjamo, če prekrvavi na 5 do 10 minut, potem, ko smo to namestila. Čeprav je večina nas izpit iz prve pomoči opravila, to znanje redko kdo obnavlja. Zato poskrbite, da znanje, ki ga osvojite, ostane v vašem spominu. Obnavljajte ga in naj vas ne bo strah priskočiti na pomoč, saj s tem lahko rešite življenje.
Hvala.